Ne smeš tam na strehi, tako en pes. Čau, kako smo? Alenka tukaj, spet jaz. Danes bi rada govorila o eni spet majčkeno bolj resni temi. Torej, aprila se je začel. In sicer meningitis je taka smotana bolezen, ki se prikrade in velikokrat niti zelo dolgo ne veš, da jo imaš, saj jaz pa jaz sem imela ta virus že res dolgo vse. Na eni točki, sred Ravenka, čisto popolnoma zrelaksirana, dobre volje, so mi začeli umirati počasi udi in roke in noge, nisem čutila več telesa, v trebuhu se je v bistvu začel in je šlo vse gor, do glave, do jezika in kaj enkrat to pride do jezika, ne znaš in ne moš govoriti. Še na šiht sem takrat hodila, ker sem glih na začetku in je bilo res stresno in stvar se ni izboljševala in sem se celo takrat potem odpravila do osebne zdravnice tukaj v Rožni dolini. Zdravnica mislim, jo ne krivim, no, ampak mislim, da je imela občutek, da sem na nekih drogah, zaradi tega, ker sem izgubila občutek za govorjenje. Začela sem se histerično smejati, nisem se spomnila svoje telefonske številke, še moj ime mi je bil že tako popolnoma si zmeden, možgane imaš na nek način čisto zablurane in ne veš, kaj se dogaja. A mi lahko poveste kraj vašega rojstva? Jezik je, kot da spi in pač ga ne moreš uporabiti. Sicer mi je bilo vse skupaj smešen, ker sem prvič v življenju takega doživljala, da nimaš kontrole nad svojim telesom. No, lahko sklepate, potem so me odpeljali rešilci, tukaj v klinični center Ljubljana. In potem sem tam ostala, takrat ne vem koliko dni, skratka, določili so mi ta virusni meningitis, čeprav na začetku dolgo ni bilo nobenemu jasno, kaj se mi dogaja, ker moj virusni meningitis ni bil tipičen tako nikdar. Že od začetka ti mravljinci in to ni tipično. Najbolj tipičen tukaj so glavoboli in bruhanje. In takrat so naredili tisto punktacijo, ki je bila v mojem primeru punktacija kot taka, to pač, da ti z iglo grejo v hrbtenico in ti vzamejo v tisto tekočino, da pa preverijo, koliko si dejansko bolana, ne. Ja, še to. Tukaj zraven lahko vidite premere mojih SMS sporočil, ko sem se poskušala s fantom dopisovati, da mu sporočim, kje sem in kaj se dogaja, ker možgani ne razmišljajo, prsti so počasni, pač tukaj nekaj ta primer, kako to potem deluje. Mislim, kasneje smešen, ampak Potem sem bila odpuščena domov s strogimi navodili, da moram počivati. Jaz nisem navajena počivati, zato ker nisem navajena biti bolana. To je čist moja napaka, ampak jaz sem šla takoj naslednji teden v ponedeljek, se mi zdi, na šiht, delati naprej, v tisto stresno situacijo. Mislim, da sem še ne 3 dni delala, dokler se niso simptomi spet ponovili. In ko se enkrat spet začnejo ti mravljinci, ki jih začutiš, veš, da si spet veriti in da se bo vse ponovilo in potem sem začela nekontrolirano bruhati, čeprav ni bilo nič več za bruhati. In tisto noč so me spet odpeljali rešilci. Spet sem bila v bolnici, ampak samo čez noč, pač v na hodniku, ker sem bila itak se sama kriva. Žalostno je bilo edino to, da nisem dobila niti tableta za glavo, čeprav je tisto ležanje trajalo ure in ure in ure. Ampak ja, sem bila potem normalno odpuščena domov, strogo spet počivati in tudi sem. Vse do tukaj je bilo na nek način znosno in okej, imam meningitis, imam bolezen, tralala. Ampak zakomplicira se pol, ker se meni ti simptomi niso umirili, oziroma meningitis naj bi že itak trajal par tednov, v mojem primeru je to trajalo že mesece in me je rad malo strah. In sem šla jasno nazaj na pregled, predvsem zato, ker se meni mravljinci niso umirjali in te mravljinci so bili nekaj groznega, ker nimaš kontrole in sploh prvi dnevi, ko sem bila doma iz bolnice v drugo, ko so se začeli problemi v moji glavi, tako resni problemi z možgani. Možgani do ene točke znajo razbrati, kaj želiš povedati in kaj želiš narediti, ampak mogoče nek drug del, ki pa je zelo preprost, pa ga ne morejo shendlati. En primer je, ko sem šla na WC, in potem sem čakala na WC-ju in gledala v WC školjko približno vsaj 15 minut, ker nisem imela pojma, kako se potegne voda. Ni mi pravil, kaj moram narediti, da bo voda stekla dol v školjki.
takrat bi lahko povedala svojo telefonsko na pamet, ampak ni mi pravil, kaj moram narediti, da bom potegnila vodo, da bom zaključila ta moj opravek. Drug primer, še bolj krut. Ležala sem v postelji, glava me je noro bolela. Potem sem imela presepljaka dole in spet moji možgani so shendlali del tega, kako leko dole vzeti. Jaz sem jih dala ven iz škatlice, ampak moji možgani niso sprocesirali, kaj narediti, da bo šel ta tabletek v moja usta. Nisem znala narediti tega drugega dela, z roko prijeti tabletko in jo dati v usta. In ja, toliko se enkrat zaveš, da te stvari ne znaš in obenem ne moreš govoriti, ker toliko počasi vse deluje. Ne moreš normalno govoriti, ker je težko in jezik ne deluje in mišice. Ena roka mi je skozi spala, ker skozi je bila umrtvičena, tako po več ur in tudi, ko je moja mami prišla zraven, ki pač so se vsi skrbeli zame, samo jaz ji nisem mogla povedati, kaj se dogaja. Ona je videla tiste tabletke, ki sem jih dajala ven iz ovojnice, ampak ona ni pomislila, da jih ne znam pojesti. In pač nisem znala pomagati pri bolečini in nisem mogla tega njej povedati. Najhujša točka je bila, ko sem šla končno spet nazaj do zdravnice in samo na nek krajši posvet, kaj se dogaja, zakaj mi ne gre na boljše, če že skozi samo počivam. In je rekla, to je bilo razglavno, rekla, to je res nenavadno, to pa ni, meningitisu podobno, niti ni v redu, da to dolgo traja, sploh še počivate, zdaj bi mogli biti boljši. Mogoče moramo pač zdaj v zakup vzeti opcijo, da je mogoče to multipla skleroza. Najslabše pri tem to, da sem potem jaz to res en teden vsaj na polno verjela in bila prepričana, da imam to bolezen. Itak nisem mogla nič vedeti, dokler nisem naredila magnetne resonance glave. Najhujše je bilo to, da dejansko kdaj meni roka malo tako trzne po svoje in ne vem, če kakšen detajl delam. Recimo, da moraš z nitjo vdeti noter v šivanko pa te zadeve. Meni kar majčkeno trzne kdaj in pa sem bila res prepričana takrat, da je to to. Ampak, long story short, po magnetni resonanci, ki je bila čez par tednov, sem ugotovila, da verjetno ni nič zaradi tega, ker sem dobila izvide, spet tukaj bom mogoče dala filmček. Možgani so bili čisti, vse je bilo v redu, plus do takrat, je bilo to kakšen mesec kasneje približno, je šlo vse že ful na boljše in so se mravljinci počasi ustavili. Se pravi, zdaj sem govorila s tem mojim kolegom, ki pa dejansko nima te sreče, da je zdrav in da ima multiplo sklerozo in mi govori tako take stvari, kot težko iti v javnost, če nimaš kontrole nad svojim telesom, ker ne ve, kdaj ga bo zanesel med ljudi in zato ga je sram med ljudmi in to se vidi in potem hodi raje ob stavbi, da se lahko prime, če ga slučajno zanese, ker pač njegov telo dela že po svoje in ne funkcionira tako, kot bi mogel. Jaz moraš tablete, jemati moraš injekcije. Do ene mere sem v tem primeru ponosna nase, ker prva stvar, na katero sem pomislila, shit, moj življenje ne bo dolg, oziroma če bo, ne bo kvaliteten. Pomislila sem samo, jaz moram nekaj narediti, da pustim en pečat in pa sem razmišljala, da moram nujno vsaj knjigo napisati. No in to je en izmed teh štarterjev, zakaj jaz snimam, ker imam od nekdaj občutek, da moram nekaj pustiti za sabo, nekaj narediti, nekaj povedati, nekaj pomagati. In pač danes mislim, da ni boljše opcije, kakor so pa pač vlogi, ker to je danes najlažje. Klikneš in gledaš in poslušaš pač. Če so zanimivi. Da ste zdravi, da tega nikdar ne vzamete kot samoumevno. Probate to pač dejansko vključiti nekako v svoj življenje. Se pravi, ok, super, zbudil sem se zdrav, kaj bom počel, lahko grem v hribe, lahko spuščam zmaja, lahko skočam s padala, lahko sem čiliram, ni važno, lahko natipkam en blog, ker pač imam roke, imam noge, ljudje me bojo poslušali, ljudje me bojo brali, lahko nekaj sporočim svetu. Ja, upam, da me še zmeraj dogledal. Nič, jaz sem Alenka, lepo se imejte, se vidimo naslednjič.